Ja, sem kar trmasta po značaju, vztrajna, nepopustljiva, tega, če se nekaj odločim, dokler to ne bo tako, kot si želim, sigurno ne bom popustila. In v nobenem primeru si ne predstavljam, tudi če bi bila vrhunska, se pravi profesionalka, da bi jaz doma ob 8 imela prvi trening, pa do 4 doma sedela v sobi, čakala, kdaj grem spet na trening. Meni nobena krema prej ni odgovarjala, vedno sem, ko sem se potila, je vse teklo z mene in ravno zaradi tega sem želela tako kremo, po kateri se ne bom potila. Je bilo kar hitro, potem sem pa padla vmes na 4:0, pa 3:55, ampak potem sem na koncu še nekako zvlekla ven 3:35-59. Spoštovani in spoštovane, ja, kam gremo danes? V Prekmurje, pravkar, to niste slišali, ste pa zdaj sem dobil lekcijo iz prekmurščine, tako da kaj več o tem, pa še o teku in boste slišali kozmetiki, o alpakah, o kozah, o atletiki in rekordih in državnih naslovih bo povedala moja današnja gostja. Ja, a veste, ko se glasujejo prekmurski priimki? Na prvem zlogu. Urška Martinec. Ja, pozdravljeni. Zdajle sem malo zadregi, a sem prav tole izgovoril? V redu, Urška Martinec se izgovarja. Ja, srce mi je zatrepetalo za trenutek, ja. Ja, ker sem bil narobe naučen, Urška Martinec, v redu je. Kako pa, recimo, ko gostuješ na mitingih, pa na državnih prvenstvih, pa na kakšnih tekmah, kakšni špikerji tam naglašujejo? V Sloveniji v redu, edino v tujini sem ponovadi Urška Martinek. Sem pa, moram pa povedati, da sem zadnje čase so se kar naučili mojega imena pa priimka. Ja, zakaj li, se sprašujem, najprej zato, ker si kar opazna, bom rekel, na atletskih stezah. Je tako, mimogrede, čestitke za še eno medaljo na državnem prvenstvu. Hvala lepa. Druga ti je všla pa za malo, kaj ne? Ja, za malo, mogoče bi mogla biti dlje časa zraven, sem popustila v približno 2. kilometru, potem sem vmes že bila na 5. mestu, ampak sem se v zadnjem krogu uspela prebiti na 4. mesto. Sicer sem tekla tudi osebni rekord za skoraj pol sekunde, je sicer malo, ampak nisem pa posvečala posebne pozornosti dvorani, tudi sem bila na reprezentančni tekmi bolana, sem tekla z glavobolom, nekaj dni pred tem sem dobila še antibiotik in sem se praktično 2 tedna nisem skopala iz bolezni. Sem pa zadovoljna z rezultatom 9:57, glede na to, da nisem bila 100-odstotna, pa tudi malo me boli noga oziroma imam težave že od oktobra, sem lahko zadovoljna z nastopom. Ja, lansko leto bi bilo 9:57 dovolj za medaljo, je tako? Lani ste tekli še na Hrvaškem, če se ne motim. Ja, lani sem bila 3., tudi z 9:57 se mi zdi, pa 80. Letos pa je to bilo za 4. mesto. Ampak medalja na 1500 metrov je bila tvoja. Ja, bil je taktičen tek na 1500 Ja. metrov spet, sama sicer nisem pristaš teh taktičnih tekov, sem za borbo od štarta do cilja, zato se rada udeležujem tekem v tujini, tudi prerivanje je kar prisotno bilo, so me že v štartu pač porinile. Drugače pa sem zadovoljna, želela sem si medaljo z državnega prvenstva in jo imam. Ja, 1500 metrov, kraljeva disciplina srednjih prog, tudi o tem še kaj rečeva. Preden te predstavim, pa potem me popraviš, seveda, ker sem sigurno kaj narobe si pribeležil, mi samo nekaj povej, draga Urška, si danes že tekla? Danes nisem, bom popoldan, po najinem pogovoru. Me veseli, boš vse povedala, samo par stavkov o tebi, draga publika. Urška Martinec, ja, znano ime slovenske atletike, zadnja leta predvsem, malo bolje jo boste spoznali, Prekmurka, ja, iz goričkega, zagrizena atletinja Ada Pomurje in specialistka za srednje
in dolge proge. Redno se uvršča na stopničke domačih tekmovanj, ima tudi naslov državne prvakinje na prostem, pa enega v dvorani, pretekli vikend pa 3. mesto na 1500 metrov na dvoranskem državnem prvenstvu in 4. Na 3000 živi na turistični kmetiji na skrajnem severovzhodu Slovenije, ja, bolj vzhodno se ne da več priti, ker ste že na Madžarskem, tam pa goji alpake in iz navdušenja nad kozmetiko je razvila tudi prav poseben posel, posebno inovativno linijo kozmetičnih produktov s kozjim mlekom, ki se je reče Martur. Urška, prosim, dopolni me, popravi. Ja, malo vas moram popraviti, jaz sem rojena se v Murski Soboti, kjer tudi živimo od svojega rojstva. Imamo pa turistično kmetijo 33 km stran od našega doma. Res je skrajno čisto blizu madžarske meje, slab kilometer nas loči od Madžarske, tako da veliko zahajam tudi na kmetijo, drugače pa živimo v Murski Soboti. Je to, da imate posestvo pol ure daleč, mislim, kakšna logistična zadrega ali pač ni potrebna stalna prisotnost tam, oziroma je kdo tam stalno pa skrbi za te živali, ali je dovolj, da ste tako blizu? Ja, tam imamo 150 živali od alpak, ki so prava atrakcija. Nas obiščejo ljudje praktično iz cele Evrope. Koze, iz katerih pridelujemo kozje mleko in kozje sire. Smo tudi prva sirarna v Prekmurju z lastno pridelavo in proizvodnjo kozjega mleka. Imamo 7 različnih nastanitvenih enot, okoli 15 hektarjev zemlje in 9 hektarjev gozdov. Tam sicer ne živi nihče, ampak moji starši ali pa jaz zahajamo skoraj vsak dan tja. Starši zagotovo vsak dan, jaz pa nekako prilagajam moje obiske aktivnostim, tudi drugim s kozmetiko in atletiko. Drugače pa zagotovo na kmetiji najdem svoj mir, tudi če se vrnem s sestankov, komaj čakam, da grem tja, da vidim alpake, pa tudi koze, ki dejansko pritečejo k tebi, ko te vidijo in in to je res nekaj najlepšega. Tudi ko je bila korona, ne vem, tukaj v Murski, bi se mi verjetno zmešalo, če ne bi mogla iti na Goričko videti živali. Noro. Zato, ker jih istočnic si dala, najprej me seveda zanima, kako ste prišli do tega posesa? Je to v vaši družini, ste to kupili? Kako človek iz Murske Sobote kupi tukaj veliko kmetijo na skrajnem robu naše domovine? Ja, oče je dejansko rojen na vasi in so imeli doma kmetijo. Sama sem tudi, ko sem bila otrok, tja rada zahajala, sem gledala ga pri raznih opravilih. In potem mislim, da je bilo leto 2001, ko se je oče pa mama odločila, da bomo kupili manjšo hišo za vikend. Potem je bila kar veliko posestvo okrog in naenkrat kar preveč za kositi, pa so se odločila, da bomo imeli koze, burske in pač ovce, da pojejo travo. Potem sta videla starša leta 2009 še na televiziji neki nemški alpake in potem še bomo imeli alpake. Potem so počasi začeli prihajati turisti, gledati živali, ker je bilo težko povedati strankam, ko pridejo, lahko vidimo živali, lahko pridem pogledati kmetijo, ne morete. Potem smo se odločili, da gremo tudi v turizem in začnemo razvijati turizem z nastanitvami. Najprej smo odprli leta 2010 2 apartmaja, leta 2017 pa še kmečki turizem s 4 sobami. Mislim, noro. Iz želje potem, da bi imel vikendico nekje malo odmaknjeno od mesta, je ratala iz tega kar prepoznavna kmetija. Ste edini v Sloveniji, ki imate alpake? Nismo več edini, smo pa bili med prvimi, oziroma mislim, da drugi v Sloveniji. Bili smo tudi pred živalskim vrtom. V teh letih mislim, da sem bila celo prva ali pa med prvimi, ki sem uvedla tole druženje z alpakami, s hranjenjem. Potem so
k nam začeli prihajati ljudje, če prodajamo alpake in tako naprej. Smo začeli alpake prodajati in zdaj pa imajo že kar nekaj, se jih ukvarja s tako dejavnostjo, kot mi, da redijo alpake za turiste. Ampak mi delamo sicer veliko na ustni reklami, se pravi od ust do ust, in to nam prinaša vsak vikend različne goste za druženje z alpakami, tudi tedenske. Tako da delamo na trajnosti in to je naša nekako vizija. Alpake, mislim, kako se ta južnoameriška žival, ki je malo podobna lami, sicer izgleda zelo taka simpatična, kar človek bi jo kar pobožal, kar skočil do nje, pa malo bi se čohal z njo, ampak kako se obnese na prekmurskih ravnicah? Ja, one se pri nas odlično počutijo, imajo tudi zelo velik prostor oziroma nadpovprečno velik prostor. V poletjih je malo vroče, ampak pri nas ni taka strašna vročina. Tudi so zelo vesele obiskovalcev, sicer so nezaupljive, hitro tudi prepoznajo človeka, če je agresiven, če nekaj ni v redu, in včasih tudi imamo težave, da enkrat ali pa dvakrat na leto, če do koga ne zaupajo, gledajo iz 50-60 metrov in ni šans, da pride zraven. Kakšne vrste je to žival? Recimo, vem, koze imaš lahko za mleko, pa za mladiče, ovce imaš še za volno. Kaj pa pridobivaš od alpak, razen tega, da jih imaš in da jih lahko tudi pokažeš hrani? Od alpake imamo mi izključno ljubiteljsko, imeli smo jih praktično 10 let, do leta 2019, izključno ljubiteljsko. Niti nismo imeli v ponudbi, da bi računali druženje z alpakami ali pa ogled živali, ker pa so k nam zahajali ljudje iz cele Slovenije gledati živali in je velik strošek skrb za živali, tudi strošek je s hrano. Smo se nekako odločili, da bomo uvedli plačilo za ogled, tako da edino, kar imamo od alpak, so ta prihodek, ki ga dobimo iz ogledov živali ali pa združenja z alpakami. Nikoli pa nismo nobene živali, pa nimamo iz tega namena, da bi od njih nekaj zaslužili ali pa bi jih pač prodajali za meso, ne. Ali pa za razplod, ali pa kaj takega. Koliko časa pa ima življenjsko dobo ena takale živalca? Alpaka ima približno življenjsko dobo 25 let, breja je nekje 11 mesecev, 11,5 mesecev. Težko se razmnožujejo, tako da 2 leti nazaj niti enega mladiča nismo imeli. Mladiča ima nekje na 2 leti in vedno samo enega, zato imajo alpake tudi tako ceno, so pač dražje živali. Kako pa bi se ta južnoameriška, bom rekel, kamela obnesla pa na Gorenjskem, misliš? Ja, zagotovo bi bilo fajn, ker tam verjetno ni tako vroče, tudi težko prenašajo vročino, tako da poletje je kar težava. Vidiš, alpake, mogoče kdaj kakšno alpako naselim k nam pod Storžič. Ja, placa bi imela dovolj, atrakcija bi bila pa tudi bržkone, ne. Preden preveč zabredejo, res me zanimajo te alpake pa koze, pa se samo to še mi povej, veliko je dela, veliko živali, praviš, da imate veliko zemlje. Je to zdaj že kar družinski biznis, se s tem ukvarjate izključno ali lahko zraven, ti vem, da počneš zraven še druge stvari, ampak zahteva taka in turistična kmetija in vse ostalo, živinoreja in tako naprej, v primeru koz, alpak in tako naprej, veliko angažmaja in dela. Ja, vsekakor sama težko to obvladujem z dneva v dan ali pa z meseca v mesec je težje, ker se nenehno razvijamo, sama tudi veliko delam na marketingu, na reklami. Tako da starši, oče je sicer že v penziji, ampak še vedno je aktiven, imamo tudi zaposleno, ki proizvaja kozji sir in ki zdaj skrbi za živali v sezoni, še imamo 2 dodatno zraven. Zagotovo je pa tole prioriteta, da je to družinski posel. Mislim, izvrstno, jaz sem šel malo pogledati potem spletno stran, spoštovani in spoštovane, spodaj je link, obvezno morate to pogledati, zgodbe se zelo zanimivo berejo, fotke so nore. Lansko leto sem bil
v Šalovcih, sem pelal sinova tja na en tabor, no, pa se mi je Aha. zdelo, ja, pa luštni konci, mislim, na koncu sveta, sicer, kar piše tudi recimo na spletni strani, smo kar malo, kdo bi rekel, na koncu sveta, ampak čudoviti konci, Goričko, ko je tebi všeč Goričko, no, ko zdaj tam v bistvu veliko časa preživiš? Ja, dejansko, ko pridem z kakšnega večjega mesta, komaj vidim, kakšen zrak imamo mi v Prekmurju. In ko nas obiščejo stranke ali pa turisti iz tam iz prestolnice ali okolice, pravijo, kakšen raj imate vi pa res imate raj. Mi sonca ne vidimo skoraj cel dan, ali pa smo v megli in vi pa imate sonce. In to je dejansko, mi smo od zjutraj, ne vem, včasih 6, 7 že vidiš, kako sonce saja. Je kaj dosti zanimanja, recimo, rekel, mestnih ljudi iz Ljubljanske kotline ali pa kje drugje, morda tudi tujcev, da bi se tam naselili ali pa imeli vikende vsaj? Ja, vedno več v samem našem kraju, kjer imamo turistično kmetijo v kraju Dolenci. Mislim, da so že 3 družine kupile hišo. Predhodno so bili seveda pri nas, se jim je bilo všeč in so kupili manjšo hišo, ki si jo sedaj so preuredili in se celo preselili v kraj Dolenci. Tako da je tega vedno več, selijo se tudi z Gorenjske, z Ljubljane in okolice, tako da ja, Prekmurje je sigurno raj na zemlji. Mislim, da boste, spoštovana publika, da si boste predstavljali, kje so Dolenci pri Šalovcih, blizu mejnega prehoda Hodoš, menda, nekaj kilometrov imate do tja. Bliže Ja, malo. 4 Izvoli. kilometre dejansko smo od Hodoša, tako da od same Madžarske, se pravi madžarske meje, pa 1 kilometer od naše turistične kmetije, vendar je meja v gozdu. Pa je ta meja označena ali pač lahko Je merimo? označena s kamnom sicer, ampak je označena meja, ja. No, jaz sem malo gledal te razdalje od Dolencev, se da bliže priti na Dunaj kot v Ljubljano. Majčkeno dlje je sicer Budimpešta, Zagreb je še bliže, res nekje tam, malo izgubljeno v tem delu sveta, ki je sicer zelo prepreden z vsem in jaz sem recimo dobre pol ure do Ljubljane, pa sem tudi pod hribi doma, ti imaš recimo z Murske Sobote do Malega Raja, do vaše kmetije, prav tako pol ure, kaj ne? Ja, pa ure. Kdaj mu teče vsa ta vožnja, pa si rekla, joj, jaz se bom pa kar preselila tja. To še nisem rekla, ker sem kar navajena na Mursko Soboto. Namreč sem, kjer je kmetija Mali Raj, tam dejansko prva hiša je, mislim, da 500 metrov stran je prva hiša, tako da je pa mir, za tiste, ki imajo radi mir, vsekakor. Ja, potem, čez 40 let praviš, ja. Ja, ko boš imela dosti mesta. Pol, ja. Verjetno res. Boš pa umakala med alpake, pa med turiste. Urška Martinec, ker je tole tekaški podcast, moraš kakšno reči še o teku. Atletinja si, tvoje ime se mi je pojavilo, ko sem pregledal te rezultate, pa potem sem malo ljudi spraševal, kdo pa je ta Urška, ne? Malo je tam oddaljena, ni neka profesionalka zgleda, ampak vsako leto je zraven, ne? Vsako leto dosega dobre rezultate, ampak kdaj, pa se rekel, je pa Urška zašla v to atletiko in kako to, recimo? V 2. razredu osnovne šole dejansko sem tekla takrat, mislim, da 2 minuti 28 na 600 metrov brez treninga in je potem učitelj je v šoli rekel, da to je neverjeten rezultat brez treninga, da me naj vpiše v atletski klub. Takrat so me starši peljali v atletski klub, kjer me najprej niti niso želeli sprejeti, ker so rekli, da sem premlada, da ne morem tako mlada trenirati. No, ko so me pa testirali, pa so videli, da sem otekla res en dober rezultat, takrat za 11-letno punco, oziroma 8 let sem bila takrat stara. So me pa sprejeli, pa sem začela trenirati kar resno. V 4. razredu sem potem bila tudi prvič državna prvakinja v krosu, tale šolski ekipni kros, tako da takrat se je začelo zares. Ne morem verjeti, da vztrajaš v atletiki že več kot 20 let. Verjamem, da je marsikakšna tvoja, bom rekel,
sopotnica na teh atletskih potleh že odnehala zdavnaj, ti si že kar zraven. Kako si prebrodila vse te, bom rekel, mladim atletinjam postavljene pasti, kot je pač najstništvo, pa šolanje, pa drugi interesi, pa mogoče neke ambicije, ki pač niso športno izživete, ali pa neki cilji, ki jih pač vidiš, da so nedosegljivi, pa potem marsikateri tudi odneha tam pred 20, ti si zraven. Kako si ti doživljala pač ta leta? Z uspehi, z trmo, z veseljem do tekanja? Ja, sem kar trmasta po značaju, vztrajna, nepopustljiva, tega, če se nekaj odločim, dokler to ne bo tako, kot si želim, sigurno ne bom popustila. Tudi hitro sem začela delati. Vedela sem, da v atletiki pač tudi, če je bila profesionalka, pa bi tekla 40 ali pa, ne vem, 9-0, težko bi od tega imela neko finančno lepo prihodnost, ampak jaz sem dejansko že v 4. razredu tudi razmišljala precej poslovno, ampak obenem še atletsko, ker sem v atletiki vedno želela rezultat. V 4. razredu sem na primer mamo včlanila v klub kozmetike, sem začela prodajati kozmetiko, sem potem v srednji šoli mislim, da že v 1. letniku začela preko študentskega servisa delati, kjer sem delala razno dela, sem si tudi nekaj zaslužila. Potem leta 2012 sem začela se ukvarjati z direktno prodajo, kjer sem pač vodila neko skupino, iz nič sem si ustvarila neko skupino. Pri 21 letih sem se zaposlila, sicer v domačem podjetju, ampak sem ves ta čas delala, tako da bom imela, mislim, da marca že 10 let delovne dobe. Dejstvo pa je, da jih je veliko odnehalo, sama sicer se sprašujem, da ne vem zakaj, če so bili taki talenti, pa so odnehali, ampak vse je stvar organizacije, dobre organizacije, tudi glava mora biti na mestu, pa se da trenirati. Jaz osebno si ne predstavljam, tudi če bi tekla 40 ali pa verjetno tudi 4-0, kar bi bil svetovni vrh, da bi doma sedela pa čakala, da grem na trening. Tudi zdaj imam večkrat 2 treninga na dan, pa v tem času še medtem, ko čakam drug trening, naredim stvari za službo, pa še imam čas iti na kavo in vse drugo. Tako da tisti, ki odnehajo, mladi 15-16 let stari ali pa tudi 20, ne vem, čudno mi je to, pa nikoli ne bom tega razumela. No, za ta pogled tvoj me res zanimiv, me navdušuje na en način. Velikokrat sem slišal od kakšnega trenerja tudi, da bi morala biti atletika mladim atletom, atletinjam prva stvar v življenju, da danes je preveč distraktorjev, pa ljudje počnejo, se šolajo, pa imajo prosti čas, pa morda celo delajo, in da ni več dovolj potem ne mentalne, niti fizične energije za resen trening. Ti praviš ravno obratno. Če bi se ti vrgla 100% v atletiko, bi se dolgočasila, ker si očitno človek, ki rada dela, ustvarja, ki ji, recimo, bom rekel, tudi to, kar zdaj počneš, doda k energiji, ki jo potem pretočiš v trening, če te prav razumem. Ja, zagotovo, pravim jaz, že sedaj imam veliko treningov, pa treningi so naporni in verjetno ni taka velika razlika med treningom, samo pač tisti, ki tečejo hitreje, delajo hitrejše distance, kot jih delam jaz. Neke razlike v času, ki ga jaz namenim treningu, pa sigurno ni, ker sem videla, pa imam kontakt tudi z vrhunskimi atletinjami, koliko trenirajo, na primer dela, ne vem, 10x1000 za 3:0, jaz delam počasneje. In tu je ta razlika. In v nobenem primeru si ne predstavljam, tudi če bi bila vrhunska, se pravi profesionalka, da bi jaz doma ob 8 imela prvi trening, pa do 4 doma sedela v sobi, čakala, kdaj grem spet na trening. Sigurno bi nekaj počela, oziroma bi delala verjetno. In te to delo, pa tudi, bom rekel, mentalne zadolžitve ob tem, ne vzamejo tega fokusa, da popoldne rečeš, da sem pa utrujena, zdaj se mi pa nadana še en trening. Očitno odlično. Ne, to se še dejansko nikoli ni zgodilo, tudi ko grem na pot s kozmetiko, včasih grem v Dalmacijo, pridem tja, na primer ob 11. grem na trening,
in potem grem naprej na sestanke. Ko sem pa naprimer tam 5 dni, pa imam sestanke, si organiziram, da imam zjutraj prvi trening pred sestankom, potem opravim, ne vem, 3-4 sestanke, se preoblečem, vmes imam seveda še kosilo, pa grem na drug trening. Tako da večer pa je čas za počitek in to vse si splaniram, organiziram, pa tudi doma je tako. Bravo. Bravo, res občudovanja vredno. Ob tem dosegaš odlične rezultate. Nekaj mi povej, praviš, talent si očitno bila, zelo hitro se začela osvajati naslove. Kaj pa napredek, no? Če so že pri tem, da marsikdo odneha, tudi zaradi tega, ko ne vem, v nekih mladinskih bom rekel, selekcijah dosegajo dokaj visoke rezultate, potem pa ta prehod v neko mlajšo člansko kategorijo marsikoga postavi na neka realna tla, da ni morda tako dober, kot je mislil, da je, kot je bil med mladinci, treninško pa ne more več, ne vem, kaj dodati, ni pravega napredka. Kako si pa ti recimo te prehode? Najbrž si osvojila kar neki lovorik že do svojega 20. leta. Ja, zagotovo. Tudi, ne vem, v 9. razredu mislim, da sem imela 8 ali 10 medalj iz državnega prvenstva. Takrat je sicer sledil zaton, se pravi, mislim, da do 4. letnika nisem nič napredovala, ampak sem ves ta čas trenirala, tudi poškodbo sem imela. Nikoli dejansko nisem obupala, zagotovo pa je težko psihično, ko ne napreduješ, težko je to mentalno, se pravi, prenesti. Ampak potem spet nastopi glava, tudi vzgoja, od vzgoje je veliko odvisno. Moji starši, pri meni nikoli ni bilo popuščanja, ne v poslu, ne v športu, še danes me oče skrega, on pač najbolj, če ne vem, tudi glede športa, glede službe. Tako da, če pa je pač doma preveč popuščanja, pa mislim, da je to tudi pogojeno tudi potem, da popustiš v športu ali pa potem enostavno se predaš. Noro, kaj si zdajle povedala? Zdajle bi marsikdo zabijal z očmi. Kaj je rekla Urška Martinec? Preveč popušča, ali je to možno v današnji dobi, ko tako trdo vzgajamo svoje otroke? Čak, nekaj sem narobe zdajle povedal, to ne drži. Kako ti gledaš? No, saj veliko imaš stika, praviš, pa morda gledaš tudi mlajše generacije, 10-15-letnih je danes, tudi ne vem, mogoče v klubu srečuješ mlajše selekcije. Je razlika, se je Ja, bistveno je razlika. Tudi trenerji se veliko bolj zdaj, ne vem, posvečajo ali vse dajo v pač svoje atlete, ampak včasih moraš atleta pustiti, da on naredi, da sam prebrodi krizo, ker enkrat pride do tega, da ostane sam. In če ne prej na faksu, v srednji šoli, potem pa težko najde izhod iz krize sam. Če ga vedno vodiš za roko, hočeš reči, pa tako, vse delegiraš. No, zanimivo. Povej mi, rekla si 9 medalj, to je noro. Katere discipline pa si tekla tam tja do konca, sem rekel, svoje mladinske atletske kariere? Kar hitro sem se specializirala za srednje proge, tako da sem tekla 800 do 1500 metrov, mogoče tudi kakšno 2000 metrov na državnem prvenstvu, pa 3000. Drugače pa sem bila takrat specialistka za cross, kjer sem skoraj vedno, mislim, da sem vedno v osnovni šoli zmagovala. Tako da še danes je moja disciplina 1500 metrov, primarna 3000, 5000 metrov. Zamenjala sem tudi že kar nekaj trenerjev, sem se pa zagotovo najbolj našla z sedanjim trenerjem Tiberijem Lebarjem, ki mi dejansko vedno stoji ob strani, in ta naša majhna skupina, oni me večkrat čakajo na trening, ker zamujam, ker dobim v zadnji minuti kakšno naročilo za kozmetiko, moram hitro spakirati, imam, ne vem, poslovni pogovor po telefonu, ali sem na poti, pridem, ne vem, z kakšnega sestanka, je zastoj na cesti in pišem, jaz bom zamudila, in me potem včasih tudi po 2 uri čakajo na treningu. Tako da se jim v tej priložnosti zahvaljujem za vso podporo. Si najboljša atletinja kluba Ade Pomurje, ne? V članski kategoriji mislim, da sem, drugače pa tudi mladi so, ki prihajajo in dosegajo dobre rezultate. No, zanimivo mi je to, ja, rekla si, zgodaj si se specializirala za srednje proge in ostajaš v njih še po 15 letih. Marsikdo bi rekel, atletinja mora teči, ne vem, v zgodnjih 20-ih 800, 1500, potem, če tam ne dosega rezultatov,
počasi iti presedlati na 3000, 5000, 10 000, morda celo na cesto, na daljše in tako naprej. Ti trdno ostajaš in si zelo, zelo konkurenčna še na 1500 metrov, ki, bom rekel, je v marsikaterem klubu rezervirana disciplina za predvsem mlajše, vzpenjajoče se dolgoprogašice. Ja, zagotovo. Lansko leto sem tekla kar veliko rezultatov, okrog 4:30, 4:31, ker sem se nekako zasidrala na te 4:30, kar je pa dobra popotnica za letošnjo sezono. Je dejstvo, da si želim teči pod 4:30 in dokler tega verjetno ne bom dosegla, bom na tem tudi vztrajala. Pa tudi hitrost je pomembna, zagotovo in za maraton in za, ne vem, cestni tek 10 000 metrov, 5000 metrov, tako da 1500 metrov je ena taka kraljiva disciplina, kot ste rekli. Mislim, dejansko je to drži, no, 1500 metrov. Ne vem, spomnim se Mitje Krevsa, ki je bil odličen na 1500 metrov, potem je šel na daljše proge, pa ne vem, smo vsi malo obžalovali, da mogoče na tej disciplini ostal še kakšno leto več, pa morda zrušil 100 državni rekord in tako naprej. Ti v tej disciplini vztrajaš, je kakšna razlika, no, ne vem, danes ali pa 10 let nazaj, ko si bila še mladinka, v načinu treninga, v regeneraciji po treningu, v, ne vem, pristopu k hitrosti sami in tako naprej? Sama sem z leta v leto bolj fokusirana na trening, težko se tudi dam zmotiti pri treningi. Trener ima zelo raznolike treninge, se pravi, nikoli ne delamo eno in isto. Včasih se sicer čudim samo sebi, kako je možno, da še vedno napredujem, sploh pri teh krajših razdaljah, ne 1500 metrov, ampak zgleda plan deluje, ker velikokrat se postagnira in enostavno ni več napredka. No, sej to, da ti še osebno rekorde tolčeš, po vseh teh letih v disciplini je, bom rekel, fenomenalno. Čemu to pripisuješ, recimo? Bom rekel, spremembi protokolov, treninških zrelosti, bom rekel, bolj ciljnemu, usmerjenemu treningu. Kaj je bistvena razlika od takrat, ko si imela morda toliko let manj potencial, ampak zdaj imaš pa še vse ostalo, kar sem prej omenil? Ja, verjetno imam sedaj pač pravega trenerja. Včasih, če ni bilo napredka, potem je bilo nekaj narobe verjetno s treningom. Vedno tako pravim, da če ni dovolj napredka, potem pa če atlet se vloži, verjetno je na treningu kaj, tako da sem zadovoljna, da napredujem, pa tudi s trenerjem in planom, kar pač zgleda je v redu. Letošnjo sezono bomo videli, pač kako bo. Treninge pa delam zagotovo boljše, na primer, kot sem lansko leto delala, časovno. No, zdaj mi razloži meni kot neatletu, pač tekaču, ki malo že špega v treninške plane, v rekel resnih srednjeprogašev, kako pa tvoj treninški, recimo, teden izgleda? Prej si imela 2 treninga na dan. To je kar nekaj kilometrov, nekaj intervalov, nekaj zahtevnejših seans. Ja, nimam vsak dan 2 treninga, tam imam, se pravi, parkrat na teden. Drugače pa v jesenskem delu delamo veliko na bazi, tudi sedaj smo še v bazi. Dejansko nisem niti veliko treningov naredila za dvoransko sezono, se pravi hitrost. Tako da kar dolgo imamo bazo in z temi hitrimi treningi začenjamo načeloma pozno. Kar nekaj kilometrov tudi delam tedensko, spreminjamo seveda plan tudi glede na obdobja, glede na plan treninga, tako da ja, upam, da bo delovalo tudi letos. No, daj mi povej en tipičen trening, rekel, za hitrostno vzdržljivost, ki ga narediš. Veliko 400 metrov, do 1000 metrov veliko delam, ampak to bolj delamo za vzdržljivost. Nazadnje sem delala v dvorani 200 metrov, s kratko pavzo. Tako da 300 metrov tudi delamo, kakšne piramide, je pa vse odvisno od časovnega obdobja. Za vikend dolgi tek ali kako, ali to spada zraven tvoj treninški plan? Ja, včasih imamo v soboto distance, drugače včasih imamo moč. V nedeljo je ponavadi dolgi tek, tam do 20 kilometrov, včasih manj.
Se pravi, odvisno od obdobja tekmovalnega. Kakšen tempo tečeš 20 km? Ja, tudi to je odvisno. Včasih 4:40, včasih 4:30, včasih 4:50, tako da tu nekje sem noter. To zate ne pomeni večjega napora, pač to je nekaj, kar moraš noge raztegniti pa pač delati na. Ja, velikokrat delam tudi sama ali pa se mi pridružita dva sparring partnerja, s katerima treniram. Aha, da treniraš s fanti, s puncami, S fanti. z obetavnimi bodočimi atleti, Ake Pomurja, kako? Ja, Tvit Rajbarič, on je letnik 2007, on vedno več treningov naredi z mano, tudi te daljše teke. Pa Matjaž Rus, on je sicer prestopil v drugi klub, ampak se nam pridruži še na teh daljših tekih ali pa na distancah, tako da mi kar pomagajo fantje na treningih. Sem pa navajena tudi sama trenirati, tako da dejansko mi ni noben problem sama narediti distanco ali dolgi tek, pravzaprav rada tudi sama treniram. Aha, boš rekla, da neki intervali na štadionu, ko tista mlečna kislina, rekel, šprica iz Se znam kar motivirati, tako da Prav. mi gre odlično, tudi če sem sama. Tudi če nimaš nekoga, na katerega bi se lahko oprla, pa te vleče. Ne, sem kar navajena sama. Prav. Dolgi teki, marsikdo si predstavlja prekmurske ravnice, dolgočasne, pore pa na Goričko, pa praktično ni ravne ceste, gor dol. Kje ti opravljaš dolge treninge po tem okrog Murske Sobote, ker je vendarle ravno, ali na Goričkem, kjer imaš pa ni da ni? Ja, tudi na Goričkem, odvisno, če imamo delo na kmetiji, znam tudi oteči do Hodoša pa nazaj. Drugače pa okrog Murske Sobote pa vedno se najde kakšen hrib, tudi če delamo kakšne klance, je praktično 5 kilometrov stran, pa že najdeš hrib ali pa klane, čeprav si vsi mislijo, da je Prekmurje sama ravnica, je daleč od tega, na Goričkem so kar hribi. Kateri hrib, kjer hribček, kakšen tak, je dober, ga priporočaš za zahteven trening? Ja, proti Hodošu, med Dolenci pa med Hodošem je kar oren hrib. Kdo bi si mislil, ja, vem, da so bile svoje čase, še v 90-ih se spomnim, kar nekaj dobrih gorskih tekačev, ki je prihajalo iz teh prekmurskih koncev, pa že takrat nobenemu ni bilo jasno, kje trenirajo, ampak praviš, da brez težav lahko naklepaš višince, če jih hočeš. Ja, zagotovo. Edino, kar nimamo, so gore, ampak hribe pa imamo. Važno je, da so hribi, ja, brez gor se pa tudi da zdržati. Urška, beležiš svoje kilometre, opisuješ svoje treninge, moraš voditi ta dnevnik ali... Ne vodim ga, nisem najbolj dosledna pri tem, čeprav mi trener pravi, naj si zapisujem treninge, ampak jaz sem čisto zadovoljna s planom, ki ga dobim od trenerja. Potem včasih si zapišem te čase, ampak treningov pa si ravno ne beležim vsakodnevno. V vseh teh aktivnostih, ki jih imaš, si predstavljam, da ti razne strave pa Instagram in pa te zadeve, kar se tvojega teka tiče, niso ravno prva stvar, na katero bi pomislila. Ne, Instagram imam najbolj, da gledam, kaj se kaj dogaja, bolj da gledam, da sem v toku, ampak sama pa temu ne namenjam več za promocijo samo sebe neke velike pozornosti, sem pa aktivna na profesionalnih profilih za službo, tam pa dnevno ali pa tedensko objavljam o kozmetiki, o kmetiji. Boš rekla, da ti je, kaj ti pomeni tek pa atletika, reči tako, ne? Jasno je, da iz tega ne delaš neke velike zgodbe, ne vem, tudi kar se sponzorov tiče vsega ostalega, kaj te motivira v osnovi, ne? Tvoji rezultati, tek kot tak, gibanje, to, da lahko... Ja, zagotovo rezultati pa cilj, se pravi, zdaj imam cilj, da tečem pod 4:30, pa na 3000 metrov. Tudi imam cilj, se pravi, da če imam 9:51, moram teči po 9:50. 10 kilometrov imam izpred 2 let na Ljubljanskem maratonu 35:59, ista stvar, se pravi osebni rekordi. Dejstvo pa je, da služba, ki je vedno bolj zahtevna, se pravi sestanki in vse to me kar izčrpa in tudi v atletiki potem najdem neko
neko sprostitev. Zagotovo pa se v atletiki ne bom celo življenje, da bi se videla kot trener, tem se ne vidim. Ampak nisi še rekla zadnje besede, dokler napreduješ, boš šla naprej. Imaš kakšne svoje najljubše dosežke, zmage, ne vem, spomine, če zdaj gledaš, veliko časa že nastopaš, ki so ti posebej pri srcu, ki so ti nekaj posebnega? Zagotovo so to zmage na kakšnih državnih prvenstvih, zdaj zadnja leta tudi udeležbe na mednarodnih mitingih. Lansko leto sem bila v Belgiji, sem bila na Češkem večkrat, kjer sem vedno bila lepo sprejeta in tam je res vidiš cel kup vrhunskih tekačev pa atletov. Tako da zdaj me zagotovo najbolj motivirajo močni mednarodni mitingi, pa tudi Ljubljanski maraton, 10.000 metrov rada tečem, kjer je res izjemna publika. Tako da to je to, kar me mogoče najbolj motivira. Da bi spremljala atletiko kot tako šport, imaš čas, ujameš, kje te to navdušuje, pa posledično morda kakšna atletinja, atlet tam zunaj? Sicer spremljam atletiko, ampak ko jaz nisem na določenem tekmovanju, pregledam, preletim rezultate, predvsem na srednje proge, bolj zato, da vem, kakšna konkurenca me potem čaka na naslednjem tekmovanju, ali v kakšni formi so konkurentke, da bi pa res samo to spremljala, pa niti nimam časa, pa tudi nisem preveč, da bi samo videla to. Kaj pa se je spremenilo, bom rekel, v teh letih, kar si v atletiki, na slovenskem prostoru? Je konkurenca vedno hujša? Se ti zdi, da mogoče kakšna področja malo stagnirajo, da ni več mogoče take zanimanja, ali ravno obratno, da je atletika srednje proge Ja, konkurenca je zagotovo vedno večja, sploh tek na srednje proge se vedno bolj razvija in na daljše proge. Dejstvo je, da z leta v leto prihajajo mlajše tekačice, veliko se tudi menjavajo, se pravi, da v prvem, ne vem, grejo v srednjo šolo, odnehajo, pa potem pride še drugo tako obdobje, prihod na faks, ko tudi je en tak upad. Tako da spremljam, z zanimanjem pa spremljam seveda vse mlade tekače, ker me zanima, kam pač pridejo, kako dolgo bojo vztrajali. Koliko praviš olimpijskih potnic bomo imeli letos v Parizu v teku? Težko reči, niti nisem še analizirala konkurenc, s katerimi nastopam, ampak verjetno bojo na teke 3, 4. No, to sem rekel, moram vprašati z prve roke, a ne. Urška je tam zraven, ona voha ta njihov švic, pogovarja se z njimi v slačilnicah, ve, katero kaj boli. Pa mi bilo, da se to dejansko uresniči, kar praviš, da posežemo mogoče še po kakšnem večjem uspehu tamle v Parizu. Kako pa je, kdaj vprašaš, recimo, ne vem, če tečeš s Klaro Lukan, Marušo Mišmaš, kakšno od teh deklic, za kakšen nasvet ali pa tako naprej, ali ti zadostuje to, kar sama veš? Redko kdaj koga kaj vprašam, tako da z Marušo sem mogoče približno ista generacija, z njo se mislim, da se kar pogovarjava, tudi s Klaro pa z Lizo Šajn pa z drugimi puncami, z Jernejo Smonkar, ampak za nasvete ta konkretno pa to pa ne sprašujem. A tebe katera vpraša za kakšen nasvet? Ne, tudi to ne, se pa veliko slišim, na primer z Matejo Parlov, z maratonko sicer v Zagrebu, tako da z njo sem mogoče v takem bolj osebnem kontaktu. Bravo, Mateja Parlov je izvrstna maratonka, medalistka Evropskega prvenstva, če se prav spomnim. Ja, res je. Boš rekla, da te mogoče enkrat pa vleče na cesto malo dlje, praviš 10-krat na Ljubljancu, je padla že večkrat, kaj pa polmaraton, maraton, te mikajo te magične razdalje? Ja, imam želje zagotovo kakšen polmaraton oteči, ampak tako, da bi videla, kako to sploh je, nimam pa nobenega plana, da bi se specializirala za maraton. Razen, če bo čas to prinesel, ali pa če ti bodo v Radencih ponudili 10 € za nastop.
Ja, potem bi se verjetno odločila. Radenci si odtekla, tudi dobila si že 5, vem, da si jo tudi 10, kako je bilo tam? Bilo je, rada tečem cestne teke, ker je veliko navijačev. Lansko leto sem imela kar naporno sezono, sem imela, mislim, da 8 ali 9 nastopov na 1500 metrov, pa nekaj na 3000, pa 5000 metrov, tako da se lansko leto kljub povabilu nisem odločila za nastop na Ljubljanskem maratonu. Sem pa spremljala rezultate, pa leto se bom mogoče ali pa verjetno udeležila 10 000 metrov, 10 kilometrov na maratonu. Praviš, v Radencih, kjer bo državno na 42 in tako naprej, ja. Boš ti na 10 pač šla na zmago, kaj pa? Ja, na zmago verjetno ravno ne, ker vedno nastopajo tudi ali Klara ali pa Maruša. Vedno sem pa cilja na Ljubljanskem maratonu med prva 3, kar mi je do sedaj vedno tudi uspelo. Bravo. Kaj bi si želela, recimo pod 35 odteči 10, kratka, tako? Ja, zagotovo. S tem bi bila zadovoljna. Pod 35. Ja, če ima človek take, če ga vzgajajo tako, da mora imeti visoke cilje, potem je cilj 35. To je lep cilj. To je lep cilj. Zdaj, praviš, hodiš tudi po tujini, malo po teh mitingih, bi več tega počela, hodiš s klubom, hodiš z reprezentanco, Ne, največ hodim sama, se pravi tudi sama si iščem mitinge, komuniciram z organizatorji, če me sploh sprejmejo, ker na teh večjih mitingih najprej mora sploh biti sprejet, če te sploh sprejmejo s časom 4:30, tako da si to sama urejam, pa ponavadi grem sama ali pa grem s trenerjem ali pa grem mogoče zraven kdo, ki z mano trenira v naši skupini pri trenerju. Bravo. Mislim, praviš, trenerka ne boš, pa boš pa agentka potem, da boš, glede na to, da si zdaj že sama urejaš, ne poznam nobene resne atletine, da bi to sama počela, ponavadi imajo vse to trenerje ali pa agente, no, vidiš, moče je pa v tem. Ja, ne predstavljam si, da bi imela nekoga nad sabo, da bi mi rihtal, ne vem, tekmovanja ali pa tako. Če bi kaj takega bi se videla v trenerskem poslu, pa se žal ne vidim. Tudi se mi zdi, vikendi so mi nekako rezervirani za družino in sama velik pomen dajem svoji družini, in ko se bom poslovila od atletike, mi bo družina prioriteta in tudi to bom pričakovala od druge strani. Bravo. Mislim, lepo povedano. Lepo povedano. Evo, vse trenerjev imamo že dovolj, imamo pač sposobnih, agentk pa mogoče ne toliko, tako da, Leo, to pa mogoče te bomo pa tle videli, ja, potem, ko boš prodajala slovenske atletinje po svetovnih. To bi bilo nekaj zanimivega, ja. To bi bilo nekaj zanimivega. Kozmetika, večkrat si umela, dela že kozmetiko. Se bo vrnila še k teku, ampak zakaj zdaj umiram kozmetiko? Ker si mi zelo prijazno poslala tudi eno od tvojih produktov. Tle ne vidi se mogoče na kameri, piše gor Martur, ja, Professional Skincare, aktivna dnevna obnovitvena krema. Ta krema je nekaj posebnega, zdaj le bo kdo rekel, ja, teh kozmetičnih produktov na trgu je ogromno, ampak ta tvoja zgodba, kako si začela svojo kozmetiko delati in to skozi mlekom, je nekaj posebnega. Vem, da si v enem intervjuju dejala, zmeraj sem hotela biti kozmetičarka, delati s kozmetiko, potem pa sem prišla na idejo, kako to skombinirati s kozami in to je zdaj Martur. Kakšna je tvoja kozmetična zgodba? Ja, s kozmetiko sem se srečala v 4. razredu osnovne šole, ko sem v klub direktne prodaje, ker se sama nisem mogla včlanila mamo, tako da mene se vsi spomnijo iz osnovne šole, ko sem hodila s katalogom in prodajala kozmetiko. Bila sem tudi že v osnovni šoli, mislim, da med top 10 prodajalci, tudi na treninge sem nosila kozmetiko. V srednji šoli sem se želela vpisati v kozmetično šolo, ampak so mi potem to nekako odsvetovali, ker bi bil kar ozek, se pravi potem pač kozmetika. Potem sem se šolanje nadaljevala na ekonomski šoli, me je pa ta nenehna želja po ustvarjanju kozmetike, po samej mogoče znanju iz kozmetične nege obraza, ličim tudi rada manikuri. Ves čas sem imela v sebi, da se moram vpisati v kozmetično šolo, in potem sem se leta 2017 še vpisala v šolo za kozmetični tehnik, kar sem potem tudi opravila.
Se pravi, sem s kozmetiko praktično rojena, sem pa ves ta čas prodajala kozmetiko, tudi sem poskušala reševati problematično kožo. Stranki, ki je pri meni kupila za zajeten kup, oziroma v našem podjetju za zajeten kup denarja pač kozmetiko, stranki niso od danes moje konkurence izdelki pomagali in sem bila korona in sem jaz praktično v dnevni sobi zmešala čistilni gel in tonik, sem stranki poslala, se pravi, čisto zastonj po pošti, probaj, pa če bo pomagalo, v redu. In stranka je to probala, ona meni pošlje sliko za 3 tedne, kako se je njej koža dejansko pozdravila, potem sem pa jaz doma rekla staršem, jaz bom imela svojo kozmetiko in konc. In potem se je začela leta 2020, mislim, da oktobra ali novembra, se pravi, so se začeli pač tele zgodba s kozmetiko, uradno se je pa začela spomladi, mislim, da 30. ali 31. marca dejansko zgodba s kozmetiko in z razvojem kozmetičnih izdelkov. Ok, si predstavljam, da rabaš imeti cel kup enega, ne znajo samo kozmetike, tudi v kemiji, o tem, kaj paše skupaj, pa kaj ne, ampak kje se pa potem tu, v tej formuli najde še kozje mleko? Ja, kemije v šoli dejansko nisem imela nikoli preveč rada, ampak tukaj sem se pa kar vrgla noter v te formulacije, tudi samo znanje, ki sem ga stekla mogoče za vsa ta leta stikom s kozmetiko, ves čas tudi še danes ves čas gledam sestavine, ki so v kozmetičnih izdelkih, spremljam trge. Potem sem dejansko dobro preučila vse sestavine, ki so dostopne na trgu, sem probala narediti formulacije, ki bodo primerne dejansko za vse tipe kože, pa ki bodo na koncu dejansko koži pomagale doseči rezultat. Imajo izdelki tudi veliko aktivnih sestavin, ki koži pomagajo izboljšati stanje kože, zato se pravi, niso dostopni v navadnih trgovinah, ampak so specializirani za kozmetične salone. Zdaj, katera sestavina kozjega mleka je recimo v tvoji aktivni dnevni obnovitveni kremi? Kako to ekstrahiraš? Zdaj, zanima me tudi sam proces. Ok, predstavljam si, da pač ostale komponente pač dobiš, kupiš, kako pa to tem zraven vključiš še komponento mleka? Ja, kozje mleko je seveda v prahu noter, v izdelkih, ki vsebujejo vodo, morajo imeti tudi konzervans. Imamo na novo tudi 2 maski za obraz, ki sta lahko prodajni uspešnici v kozmetičnih salonih, sta v prahu. Se pravi, aktivirajo se neposredno pred uporabo in tudi zaradi tega, ker so v prahu, ne potrebujejo konzervansov. Da pa je izdelek, se pravi, ima rok uporabe, sestavine, ki imajo vodo, se pravi, kot je krema, tonik in čistilni gel, pa potrebujejo konzervanse, ki so pa tudi dovoljeni v naravni kozmetiki. Samo ime, na primer, kreme dnevne je tudi namenjeno aktivnim posameznikom, tako da mogoče to ime izhaja iz tekaških vod, ker sem želela, da meni nobena krema prej ni odgovarjala, vedno ko sem se potila, je vse teklo z mene in ravno zaradi tega sem želela tako kremo, po kateri se ne bom potila ali pa mi ne bo puščala mastnega sloja, zato krema na koži se izredno hitro vpija, pa je super tudi za aktivne posameznike oziroma za tiste, ki se ukvarjamo ves čas športom. Koliko časa si ustvarjala to prvi prototip izdelka? Koliko časa je šlo, pa koliko fejlov je bilo ob tem, pa si probala, pa ni šlo skozi? Sigurno 8 ali 10 mesecev, to je bilo res intenzivno delo, če se spomnim nazaj, bila sem ves čas na telefonu, sama sem si uredila, na primer, dostavo embalaže iz Milana, iz Italije, sama sem zbrala embalažo, sama ves ta kontakt z tujimi dobavitelji, ker se nisem pogovarjala v svojem matičnem jeziku, in vsa ta poslovna pogajanja, ki so vedno del nekega posla, vse to sem sama speljala, od nalepk, od navodil, imena sem si pač zbirala, barve, je pa res, da so mi pač takrat ob strani stali tudi nekateri pač posamezniki, na katere sem se lahko obrnila s vprašanjem ali z
pomoč, ne vem, pri izbiri barve, pri na svetu glede sestavin in tako naprej. Preizkusila si pa vsako kombinacijo, najprej na sebi ali kako? Ja, zagotovo vedno najprej na sebi, ker če meni ne bi odgovarjali, težko, da bi stranki ali pa da bi jaz to lahko naprej sama prodajala, pa za tem stala. Zdaj, kako je, mislim, predstavljam si, pač ti sestaviš produkt, ki terja, cel kup enega dela, formulacija, tisto, kar je noter, je, bom rekel, lahko še manjši del, potem moraš to spraviti, embalažo sestaviti. Kje se dela produkcija, kje ustvarjaš pač te produkte, kje se mešajo in polnijo? Ja, dejansko mi imamo na kmetiji imamo tudi lastno proizvodnjo in pač kozjega mleka, kjer pač imamo sirarno, kozje kreme se delajo, mislim, kozmetični izdelki se delajo v laboratoriju, tudi opravijo vsa testiranja, krema, čistilni gel in tonik so tudi dermatološko testirani, se pravi, to izvajajo v zunanjem laboratoriju, ker zato pač je potrebno imeti vso dokumentacijo, da se lahko prodaja. Ampak proizvodnja, kje se vrši sama proizvodnja Martur kozmetike? Imaš to ti načes sama, imaš to drugi? Ja, sama napišem vse formulacije, se pravi, katere sestavine bojo noter, potem pa to se v laboratoriju, se pravi, jaz to ne zmešam sama osebno, ker je pač tudi nimam samo ene kreme na zalogi in se to potem zaradi raznoraznih testiranj se naredi v laboratoriju serija, ki se potem naredi po naročenih mojih pač sestavinah. Tako kot sir, na primer, se naredi po formulaciji, ki je pač znana, ali pa se prekuha kozje mleko, tako se pač tudi sestavine zmešajo v kremah noter. Pa je ta laboratorij pri nas, je to v Sloveniji? Ja, slovensko, se pravi, celotna kozmetična linija je proizvedena v Sloveniji. Kako je bilo, zanima, vidim, da imaš si odločena, imaš podjetniško žilico, sama se lotiš marsičesa, ampak se vseeno z novim produktom se pribiti na trg je nekaj posebnega. Kako si se lotila, rekel, marketinga, kako si se lotila prodora na trg? Zagotovo je bilo težko, sploh v Sloveniji dejansko ni bilo posluha, če sem iskrena, dejansko sem v Sloveniji bila, mislim, da v 60 ali 70 kozmetičnih salonih, na kar sem jih sprve dobila samo 4. Sedaj jih je sicer že 10, ampak v 2 letih na Hrvaškem sem bila prvič 28.2. lansko leto v Rijeki. Takrat sta mi 2 kozmetična salona takoj rekla, ja, brez da bi sploh vedela dejansko za kakšen produkt gre, tudi razen zaradi tega, da sem bila v mediju s pomočjo dejansko atletinje Mateje Parlov, ki je prva javno si upala povedati, da uporablja mojo kozmetiko, dejansko niso vedeli nič o kozmetiki, razen ta moj, mi je rekla gospa, ki je lastnica enega od boljših kozmetičnih salonov na Hrvaškem, rekla, ko sem videla, na kakšen pristen način si mi pač ti predstavila kozmetiko in od kje to izvira, kakšna je zgodba. In kljub temu, da jih kopica kozmetičnih podjetij obišče in jim ne pustijo možnosti, se je ona odločila za Martur. Martur je skovanka, kako si prišla do tega imena? Ja, dejansko sem si želela, ker je to moj artikel, da bo ime povezano z mojim imenom in priimkom. Imela sem razne kombinacije, ampak sem se na koncu odločila, da je Martur najbolj gre v uho in da se izgovarja lepo tudi v tujini, tako da je glede tega je super. Pa še cel kup drugih speljank je noter, še Mali raj je noter, pa turizem je noter. Ja, Mali raj je tudi del zgodbe našega podjetja, se pravi Lipa Invest, zraven je še veja Martur, tako da je kar nekaj aktivnosti. Si kdaj vmes rekla, joj, tole pa ne bo šlo, vsak podjetnik se kdaj naleti na kakšno oviro? Ne, nikoli nisem o tem sploh razmišljala, da to ne bi šlo, ampak sem potem iskala dejansko drugo rešitev, to je, se pravi, tujina, glede na to, da v Sloveniji ni bilo takega posluha, kot sem si želela. Tako da sem našla dejansko
trg na Hrvaškem, danes je Martov prisoten že v 52 kozmetičnih salonih, dejansko od 28. februarja 2023 pa do danes 20. februarja, tako da sem na to zelo ponosna in tudi vedno več je zanimanja z kozmetičnih salonov, tudi iz tujine. Na Slovenijo sem tu mogoče zdaj že malo pozabila, pa nisem več tako osredotočen, tako da se osredotočam predvsem na tujino. Noro. Še ena tistih zgodb, ki jo je tujina pograbila z vsemi rokami, morda pa domači trg pa malo zadržano, ampak ja, ponavadi se potem to obrne, ja, pa influencerke začnejo v tujini kupiti domače proizvode in jih oglaševati na TikToku. Te sodobne metode oglaševanja so ti blizu, danes je social media tisto, kar rabiš, pošlješ kakšen paket, kakšni influencerki za to, da bi ti to spravila med ljudi, ali ti ta način... Na tem nisem najbolj navdušena, ker tudi težko, da ti pač kaj prodajo, razen kakšne z par 100.000 sledilci. Na začetku se sicer nekaj probala, ampak to je vse skupaj bilo mogoče 2 ali 3 influencerke, nad kar sem kar hitro obupala, sem se odločila, da je najboljše tista osebno predstavitev, katere se še danes poslužujem, pa tudi gre za specifično linijo, ki niti ni namenjena taki široki potrošnji, da bi se to masovno prodajalo, tudi je višji cenovni razred in zato je potrebno v kozmetičnem salonu primerno predstaviti linijo, tudi se kar razlikuje od uporabe, se pravi, naprimer, krema se med masažo v kozmetičnem salonu zmeša s par kapljicami vode, medtem ko se pri domači uporabi to ni potrebno. Maske, naprimer, se lahko kombinirajo z vodo, s fiziološko raztopino, s tonikom, kremo tudi. In tukaj so te različne kombinacije, katere je potrebno skomunicirati direktno in kar se težko naredi preko interneta. Je pa res, da tudi imamo vedno več naročil končnih porabnikov preko spletne trgovine, ampak mi v oglaševanje kot tako ne namenimo nič. Se pravi, v oglaševanje preko nekih socialnih omrežij ali digitalnega marketinga. Vse to je, kar pač z mediji uspemo ali pa preko kozmetičnih salonov. Mislim, da pot, ki nosi rezultate, všeč mi je, da niste na prvo žogo, tako kot marsikdo. Najbrž je ta trg zasičen, vi ste še, oziroma ti sama imaš te produkte, ki imajo nekaj specifičnega, namreč nimajo parfumov, so malo drugačni, tudi njihov vonj je v štartu malo drugačen, ampak tudi zaradi tega mi je všeč, meni osebno recimo. Kako pa si se ti soočala recimo s feedbackom tam zunaj, ker večina, bom rekel, in kozmetičnih salonov najbrž je vajenih imeti nekaj dišečega tam, tudi stranke to pričakujejo, potem pa prideš ti neparfumirano kremo. Je kar zanimivo, na začetku sploh je bilo, so mi tudi kozmetičarke znale reči, da to smrdi ali pa nima primernega vonja, ampak danes me že čakajo odprtih rok in vsi komaj čakajo, da vidijo ta izdelek, ki ni parfumiran, pa nima vonja, tudi mi pravijo iz terena kozmetičarke, da stranke vedno bolj iščejo naravno in da je res zeleno in se pravi, sam Artur ni še ena taka velika kozmetična znamka, ki bi imela veliko tovarno kozmetike za sabo in bi samo to oglaševala kot zeleno. Iz nas res prihaja navdih narava in kozje mleko. Kozje mleko pa je res zaklad v kozmetiki, vsebuje številne vitamine in veliki proizvajalci se vsi trudijo čim več vitaminov dati noter v kozmetični izdelek. To pa vse ima kozje mleko samo po sebi. Jaz nisem kakšen velik porabnik, priznam, kozmetičnih proizvodov, kar me včasih moja najstniška hčerka kritizira, da premalo skrbim to zadevno za svojo polt in tako naprej. Ampak pa sem pa tole odkril in kaj mi najbolj všeč, kar si mi poslala, potem sem še malo še prebirati, za vse vrste kože, se pravi, jaz kot minimalist mi je všeč, da ni nobenih komplikacij, za vse vrste kože, formula je za regeneracijo, za vlaženje, mislim, pa še brez, bom rekel, teh parafenov pa parfumov, ki negativno vplivajo recimo na zdravje. Mislim, kaj bi še bolj, da si lahko želel dan današnji? Ja, dejansko krema ima res veliko aktivnih sestavin, ki so spekter raznih kombinacij, se pravi,
težko bi rekla, da je krema naprimer samo za suho kožo ali pa da je krema samo za naprimer masno kožo, ker naprimer krema vsebuje osnovno olje arganovo, ki je primerno in za suho in za masno kožo. Zraven je še vitamin E, zraven imamo še naprimer rektoin, olje rakitovca, vsene proteine, rižovo olje. V kremi so tudi sestavine, ki obnavljajo kožno bariero, ki je se pravi ponavadi poškodovana od preveč izpostave sončnim žarkom ali pa kakšnim drugim zunanjim dejavnikom. Tako da kremo uporabljajo od najstnikov pa vse do starejše populacije in dejansko gre za vredo feedback od strank, tako mladih kot starejših. Spoštovane dame tam zunaj in gospodje, kaj pa, a ste slišali zdaj? Ja, še vaš omiljeni voditelj podcasta bo začel uporabljati kozmetične preparate. Čakajte, da me vidite poleti na kakšnem tekaškem dogodku, kako bom osvežen, regeneriran in čist nov. Ja, dejansko. Ja, krema je tudi za moške, tako da zato je tudi v takih barvah. Nikoli nisem želela, da bo ozkogledno samo za ženske ali moške, tudi zaradi tega ima taki nevtralen vonj, da v prvi vrsti tudi privlači moško populacijo. Pa meni si že dobila, si me navlekla, dobro. Ti bom javil, obljubim, da ti javim, ko zmanjka. Zmenjeno. Tele doze sem jo skril, pred hčerko in pred ženo, tako da pa ti povem, kaj se bo dogajalo z mojo kožo. Povej, dajva se vrniti nazaj k atletiki. Zdaj mi povej, a si tudi zaradi atletike morda tako, bom rekel, uspešna, trmasta, neposredna, prodorna v poslu, ali si pač karakter tak in ti uspejo eno in drugo, ravno zaradi tega, ker se ne ustaviš pred, bom rekel, tudi... Mislim, da sem bolj karakter, ker sem z osnovne šole sem vedno najraje zahajala v očetovo pisarno. Sicer se je ukvarjal z bančništvom, ampak vedno, ko sem bila stara 7-8 let, sem rekla, da sem tudi imela tako veliko pisarno. Takrat je še bila Mura, ki se je pač ukvarjala s šiviljstvom in sem prišla k očetovemu prijatelju, sem se ozrla po pisarni v 2. razredu osnovne šole, ko so šivali neko obleko. Jaz sem tudi imela tako veliko pisarno in vedno je bil moj cilj, da bom se ukvarjala s poslom. Prav. Ampak z atletiki še nisi rekla vsega, praviš, kaj je recimo zate neka magična meja na 1500, rekla si najprej 34, ampak 24 si tudi nekje omenila, da je pač legitimen cilj atletinje tvojega kova. Ja, sigurno bi rada tekla čim boljše. Prvi cilj je vsekakor 4:30, potem pa bomo videli, tudi vse sile so še letos uprte v to, da čim prej pač tečem pod 4:30, tudi na 3000 metrov bi rada tekla pač krepko pod 9:50. Me čaka še sicer kar veliko dela, ampak v treningih kljub vseh obveznostih pač izredno uživam. Rada tudi treniram, nikoli mi ni problem iti na trening, čeprav sem včasih utrujena od poslovnih aktivnosti, ampak uživam, ko dejansko naredim tisti težek trening distanc. Imaš letos v koledarju že obkroženo, kaj te čaka od večjih tekmovanj? Ja, to je meeting v tujini, v Ostravi, verjetno tekmovala konec maja. Tudi z Belgijo se nekaj spogledujem. Tekme si iščem, glavnem tudi sproti, se pravi težko se 2-3 mesece naprej dogovarjam, ker je tudi odvisno od prijav. Zagotovo pa me zanimajo močni mednarodni mitingi v tujini, kjer se pač tudi lahko doseže dober rezultat. Tudi v Sloveniji bom tekmovala, če bo le primerna, se pravi discipline, daljše proge, 1500, 3000 metrov, 5000 metrov. Kje je državno na prostem letos? Letos je v Celju. Datum, da spomni najine poslušalce in gledalke. Mislim, da je konec junija. Konec junija. Tam boš, ponavadi je to večdnevni program, boš nastopala v več disciplinah, tudi na prostem. Ja, ponavadi na državnem prvenstvu vedno nastopim v 2 disciplinah. Verjetno bo to 1500 pa 3000 ali pa 5000 pa 3000 metrov, še bom videla glede na to, kako bodo potekali treningi, za katere discipline se bom odločila. Tule pričakujemo tudi izvrstne rezultate. Urška Martinec je tista, spoštovane in spoštovane, Prekmurka, ki bo zdaj
tekla svoje osebne rekorde, potem pa v slačilnici svojim konkurentkam prodala še pač malo kozmetike, da bodo boljše. Ali kdaj svojim kolegicam tudi predstaviš, recimo, da to delaš, ali že vedo, recimo, da to tvoje... Ja, ponavadi vidijo na Instagramu, čeprav veliko pač tega ne oglašujem, včasih se več, zdaj pa več toliko ne, me pa vprašajo včasih celo pred štartom ali po cilju, a ja, ti imaš svojo kozmetiko, kako pa to, pa tako. Večinoma pa mislim, da že vejo, da se ukvarjam s kozmetiko, pa da imamo pač tudi Mateja mi je pomagala, Klara Andrijašević včasih objavijo kakšno tale story z mojo kozmetiko. Čisto tako iz navdušenja, se pravi, jaz nisem prosila nikogar zdaj pa objaviti tole na Instagramu ali Facebooku. To je čisto prostovoljno od njih, da se jim zahvaljujem tudi njima. Večkratna športnica Murske Sobote in Pomurja si imaš, šteješ te naslove, kolikokrat si odnesla to lovoriko? Mislim, da sem zdaj bila že 7. zapored v Murski Soboti, sem pa bila že prej, se pravi, leta predtem, preden sem stagnirala, kot sem prej rekla, v srednji šoli sem tudi že bila parkrat najšportnica. Mestna občina Murska Sobota in Športna zveza mi res stojijo ob strani, tudi večkrat sem z njimi v kontaktu, omogočajo mi tudi dejansko nemoteno uporabo stadiona, dejansko več čas tudi stojijo za mano, tako da Murska Sobota je majhno mesto in vsi se dejansko poznamo med sabo in imam veliko spodbudo tudi od drugih meščanov, pač mestne občine Murska Sobota, pa vsi dejansko vejo, da se ukvarjam z atletiko. In ne slabo vrhunsko pravzaprav. Morda, evo, tudi s tem podcastom kaj narediva še na popularizaciji in atletike in še česa drugega podjetništva v tvojih koncih. Poškodbe si prej omenjala, vem, da je to neobhoden del, rekel, vsakega malo boljšega atleta, športnika, športnice. S kakšnimi težavami se ti ubadaš? Ja, zdaj me malo že čutim malce bolečin v stopalu oziroma tibialis posterior, imam pač določene težave, me malo peče oziroma me boli noga. Včasih me kar orenk čutim bolečine, ampak nekako se s tem v redu spopadam, imam tudi kar precejšen prag bolečine, kar se tiče poškodb. Vedno nekako rešujem, tudi večkrat se obračam na mojega bratranca, ki je ortoped oziroma je zdravnik, in mi pomaga z kakšnim nasvetom. Večkrat mi pravi, to je, ker preveč treniraš, moraš pozirati. In tega, to je ponavadi res dejansko je tako. Urška Martinec, dame in gospodje, ja, tibialis posterior sem jaz pestoval na en način 3 leta, zdaj ni duha, ni sluha, pa so druge stvari, ki pridejo zraven. Jaz ne poznam nobenega tekača, ki je čisto brez poškodb, ampak to gre z roko v roki. Rekla si, kaj imaš, recimo, atletske ambicije, kaj pa ambicije, vizijo v tvojem poslu, kaj bi si želela narediti, večje podjetje s časoma, greš v smeri, kamor te bo neslo, ali imaš še kakšne druge, rekel, domisleke, kaj bi še dodala temu, kar že zdaj počneš? Ja, v kozmetiki bi vsekakor želela imeti vse skupaj 10 artiklov, se pravi, da bi dejansko imeli malo širšo linijo proizvodnje. Želim si prodora na tuji trg, zanima me Češka, Poljska me zanima, Nemčija, Madžarska. Na Hrvaškem, se pravi, smo že tudi Balkan, se pravi Bosna in Srbija in Črna Gora so potenciali, kar me še zanima. Tako da s kozmetiko dejansko je potrebno priti še na tuje trge, kar je zagotovo moj cilj. Dolgoročno je pa res, da sem v ekipi trenutno sama, se pravi vse, kar sem naredila dejansko sama, sem pač prodrla na tuji trg, je pa res, da za večjo širitev bom rabila ekipo, ki mi bo pač tudi stala ob strani in bo v oporo in bo opravila del dela, ki ga jaz opravljam. Prav, se pravi, to dela s svojim poslom, ki bo enkrat sponzoriral mlade atlete, ja, pa bo Martur na majicah, pa na dresih, pa bo, direktorica pa imela govor tam, direktorica Urška Martinec, jasno, pa bo rekla, to so pa moja četa, malo se heca, ma si naredila si kdaj kakšno majico, pa šla teč, pa piše gor,
Nisem si še, mi pa pravijo moji tekači, ki z mano trenirajo, da naredi na majice, da bom imel Martor majice tega. Zdaj, ko gremo na priprave, jih moram narediti par majic, da bojo imeli za tek. Obvezno, naj ponesejo, če oni hočejo, vidiš, naj ponesejo St. Martur svet ime v svet, jasno, ne. V katerih copatih tečeš, to marsikoga, kakšnega atleta vprašam, kaj so Ja, tvoje dejansko sem od svojih začetkov ves čas Nike, težko se navadim pač na drugo znamko. Sicer imam tudi šprinterce od Pume, ampak nekako na Nike sem najbolj navajena in z Nikom sem najbolj zadovoljna, menjavam pač, imam več vrst copat od Nike. Trenutno imam sicer Zoomfly 3, kar je kar stari model, ampak nekako mi najbolj odgovarjajo za maraton, imam potem seveda, ko tečem cestni tek, imam potem seveda spet druge copate, ampak ja, sem na znamki Nike. Vse povedano, draga Urška, za konec, vem, da imaš ogromno obveznosti, pa še trening. Mi samo povej, kakšno zanimivo odštekano zgodbo s tvojih tekaških popotovanj, mitingov in tako naprej. Sigurno imaš kakšno, ki jo lahko podeliš z najino publiko, pa ti je ostalo v spominu, pa je res, rekel, zanimiva, odbita, odštekana ali pa sploh. Ja, zdaj na zadnjem, ko sem na zadnje tekla Ljubljanski maraton 2 leti nazaj, sem mislim, da začela z 3:05 prvi kilometer, kar me je potem res zabilo in sem trpela od prvega kilometra pa do 6. sem mislila, da bom odstopila, čeprav ni moje, da odstopim. Ampak mi je potem vseeno uspelo zgurati, pa sem tekla potem 35, 59, je pa to bil eden mojih najtežjih tekov v mojem življenju. Ker sem začela prehitro, dejansko toliko nisem začela še nikoli na 3000 metrov, ko tečem. 0,5, noro, mislim. Ja, je bilo kar hitro, potem sem pa padla vmes na 4:0, pa 3:55, ampak potem sem na koncu še nekako zvlekla ven 3:35, 59. To je rekel Steve Prefontaine, nobene taktike, gremo na polno, pa kdo dalj časa zdrži, pa ne umre, ti si zmagovalec. No, tvoja mentaliteta je zelo zanimiva, izčrpaš tekmice na ta način, bravo. Sezona 2023 je bila nekaj posebnega za tebe, ne samo zato, ker si šla, rekel, novo desetletje, ampak zato, ker si lahko rečela temu, dosegla nekaj izvrstnih rezultatov, pika na i bil, seveda pokaz Slovenije, ampak greva po vrsti, Urška, daj mi malo opiši sezono, ki je pravzaprav minila, tako. Ja, sezona 2023 dejansko začela se je v dvorani, sem imela kar nekaj nastopov, z nastopi sicer nisem bila v dvorani zadovoljna, na koncu sem sicer popravila osebni rekord na 3000 metrov, sem se nekako popravila tole zimsko sezono, ampak na 1500 metrih včasih nisem bila zadovoljna. Potem se je pač hitro zimska sezona zaključila, se je nadaljevala s treningom, prvi nastopi so prihajali, tudi prvi mogoče večji miting v Ostravi, kjer je bilo res pač nekaj posebnega, samo organizacija tekmovanja in velik stadion, na kar imam res lep spomin. 2 tretji mesti na državnem prvenstvu lansko leto, ali kako? Ja, zunaj, bila sem na 3000 metrov v dvorani tretja, pa zunaj na državnem prvenstvu v Velenju sem bila prav tako tretja na 1500 metrov, z državnim prvenstvom zunaj mogoče nisem tako zadovoljna, kot sem si želela. Ne vem, Maruša me je še pred štartom vprašala, kakšen čas si želim teči, kar se ji zahvaljujem, ampak jaz mogoče tisti teden pred državnim prvenstvom nisem živela zadosti športno, pa sem pustila tudi, da določene zadeve mogoče preveč name osebno vplivajo, pa je takrat Maruša dejansko začela za, mislim, da 68 ali 70, kak bi meni dejansko lahko odgovarjal na 400 metrov, ampak sem žal pač popustila in to je bil dejansko tudi moj najslabši rezultat na 1500 metrov, lani pač zunanjo sezono,
ampak je bilo zadosti za tretje mesto, je pa dej, da sem si želela boljši čas. Naslednji dan sem potem z 10, 17, 12 pač postala še državna prvakinja, sicer v odsotnosti drugih najboljših pač tekačic, Klare in Maruše, ampak je pa bilo pač prvo mesto. Kogar nisi sam kriv, državni naslov šteje. Vem, da si, že prej si omenila, no, da si naklepala kar nekaj državnih naslovov, pa sem že vprašal marsikaterega atleta v tem podcastu, če ima preštete, nekaterih nimajo, nekateri do potankosti, koliko državnih naslovov v vseh konkurencah z mladinskimi in mlajšimi vred ima Urška Martinec. Tega nimam preštetega, imam pa zagotovo veliko medalj, predvsem do srednje šole. Vem, da sem v 9. razredu, tako sem omenila, že prej imela, mislim, da 10 medalj, od tega 2 zlati, 4 se mi zdi, so bile srebrne, pa nekaj bronastih, se pravi s krosov in državnih prvenstev. Vsa ta leta, dejansko od leta 2003 pa tam do leta 2012 sem redno bila pač uvrščena na najvišja mesta, sem dosegala tudi državne naslove. Potem je pač prišel neki zaton. Ne vem, naj še omenim, da sem imela prvi nastop za reprezentanco Slovenije leta 2008, se mi zdi, na 2000 metrov. In tudi teh nastopov od takrat naprej najbrž nimaš preštetih? Res je, nimam žal preštetih, ampak sem bila že parkrat že na članskem troboju. Lansko leto sem prav tako prejela povabilo, vendar se žal nisem mogla udeležiti, se pravi leta 2023. Letos pa se sem. Dragi selektorji državnih reprezentanc, dajte Urško čim več vabiti letos, ker očitno bom imela skozi manj časa, pol je ta biznis potegnil, pa vam bo žal, žal vam bo, zdajle je vrhunska. Eno zgodbo moram še posebej omeniti, res jo moram omeniti, iz sezone 2023, skoraj bi jo pozabil, ja, joj, mea culpa, ampak zdaj gre noter v podcast. Ni veliko tekačic v Sloveniji, ki bi na najvišjem tekmovanju slovenskega, rečemo ranga, premagali tako Anjo Fink kot Nejo Kršinar na eni tekmi. Povej več, Urška. Ja, to je bilo na atletskem pokalu Slovenije v teku na 5000 metrov. Dejansko so se s trenerjem odločili, da ne glede na konkurenco grem pač tekmovati 5000 metrov za konec sezone, ker sem bila nasičena tekem na 1500 metrov in 1500 metrov sem rekla, ni šans, da grem še enkrat tekmovati, se pravi, to je bilo konec sezone, okoli, mislim, do 16. ali pa tam nekje september. Potem so se s trenerjem odločili, da nastopim na 5000 metrih in 3000 metrih. Na 3000 metrih drugi dan sem bila res zelo utrujena in z nastopom posledično nisem zadovoljna, sem se zelo matrala priti do cilja. Trener mi je takrat rekel, zakaj nisi odstopila, naprimer, če ti je bilo težko, ampak Urška ne odstopi, Urška ne odstopi. Da bi odstopila. Sem pa v teku na pač 5000 metrih so tekmovale tudi Anja Fink in Neja Kršinar. Tako da sem tja prišla dejansko, mislim, da z 3. časom. No, evo, v redu. Zdaj pa greva tekma. Kako se je ta tekma potem odvijala? Ne vem, ti si šla samozavestno tja, je bila to taktična dirka. Kaj se je dogajalo? Daj mi opiši, ne zgodi se vsak dan, da pač pokoriš najboljše v Sloveniji. Dejansko sem tudi, mislim, nisem, da sem pričakovala, da bom pač premagala jo, dejansko sem držala tempo, dokler sem pač lahko, vmes mi je Anja že kar ušla, se je morala loviti, ampak na koncu sem jo dejansko v zadnjem, sem uspela držati tale pač njen tempo in na koncu sem, mislim, da v zadnjih 200 metrih pač pospešila in s tem pač osvojila takrat naslov pokalne prvakinje.
verjetno pa, da je bilo pač to tudi malo nepričakovano pač strani drugih. Mislim, sladka zmaga. Če veva, da je Anja potem 2 meseca dobro kasneje od maratona odtekla v 2 urah 33 minutah, potem je ta zmaga še toliko boljša. Koliko bi maraton odtekla Urška Martinec, se zdaj vsi sprašujete, ja, boste še malo počakali, ampak veste, da ja, je pobrala vse skalpe. V Sloveniji je kakšna tekačica, ki jo dejansko še morda nisi premagala, no, tako. Ja, zagotovo. Klare še nisem. Z Marušo sva tekmovali, ko sva bila mlajša, sem ravno prej gledala nek rezultat 2008 leta, sem bila 3., Maruša je bila 4., zmagala je na primer Neja Smonkar, ki še prav tako tekmuje, tako da ja. Se pravi, Marušo si uspela že premagati, ja? Ja, v mlajših kategorijah, se pravi, ko sem Šteje. bila pionirka. V redu je, ok. Samo še pa Klara Lukan. Klara Lukan še, pol imaš po vse zvezdice v bistvu, ja, v Sloveniji, tako nekako. Ok, dobro, človek mora imeti cilje. Pozdravljam Klaro na tem mestu, ja, mi rečem, več je konkurence. Boljše, dajva samo še eno stvar se dotakniti, ko govorijo o disciplini, tvoji disciplini, ja, paradni 1500 metrov. Ne. Pravijo, da je, ok, zelo, zelo zahtevna. Medtem ko 3000, 5000 pač je že vzdržljivostna disciplina, pa je 1500 neka mešanica hitrosti, hitrostne vzdržljivosti, teka na vso moč šprinta na koncu. V glavnem, če prehitro začneš, ni v redu, če imaš prehiter srednji del, ni v redu. Kako se ti lotevaš, recimo, taktično, ne? Kako se tebi dozdeva tele 3 in krog in 3/4 na stadionu, kako je najbolj optimalno, recimo, odteči to disciplino? Ja, pomembno je dejansko, da si zraven, da ne popustiš. S tem imam kar veliko težav, mogoče zaradi tega, ker pač tudi popusti koncentracija. Dejansko pa sploh ne vem, če mi je kdaj tako težko, kot mi je bilo, ko sem prej povedala na Ljubljanskem maratonu, ko sem začela z 3:15 stezi, mislim, da še nisem prišla v tako fazo, da bi dobesedno pač umirala na tekmi, si pa želim, da bi dala enkrat vse od sebe tudi na stezi, pa kakšen čas bo to takrat prineslo. Koliko je državni rekord na 1500 metrov? Mislim, da je 4:02, ampak o tem ne razmišljam, jaz moram prvo teči pod 4:30. Zdaj rekel, zato je v tem moče lahko razmišlja, Maruša mi še imaš, ampak tudi ne še manjka kar nekaj. No, jaz nisem pač lovilec, nikoli nisem bila na rekorde, ker rekordi pač vedno pride eden, ki ga lahko za tabo zruši, na koncu so medalje, pač sem mnenja, ki nekako štejejo, pa ki ti pač ostanejo. Je pa res seveda, da je neki mejnik, ko tečeš državni rekord, vendar nikoli ne veš, kako dolgo boš pač lastnik državnega rekorda, ker pride kdo novi, pa greš pač na ta način v neko zgodovino. Bravo, ja. No, zdaj, če omenjaš že medalje, mi še to povej, kje pa ti potem shranjuješ vse te plehce v različnih oblik, ja, pa pokale, pa vse te lovorike, ki se jih je nabralo skozi desetletja. Dejansko imam 2 veliki polici, ampak to jih imam do srednje šole, zdaj pa jih dejansko nimam več kam dajati, ampak jih imam shranjene, ja, po sobi večinoma ali pa predalu. Predlagam, da tam na kmetiji na Malem raju urediš neko sobico s svojimi pokali, pa bodo lahko pač obiskovalci grejo čohat alpake, pogledali še pa slikce s tvojih mitingov, pogledali še recimo, čim se ukvarjaš zraven. Tudi to je lahko zanimivo. Tako. Ja, res je. Prideš v Radence, letos prideš? Mislim, da ne, ker se takrat že letos se začne sezona kar hitro, pa se bom udeležila mitingov. Mislim, da bojo mitingi, pa se bom udeležila takrat ravno kakšnega mitinga. No, potem, draga Urška Martinec, se srečava kje drugje. Jaz sem navdušen na tvojo zgodbo, ne samo atletsko, tudi podjetniško, na to še bolj, mislim, kar mi razlagaš, si res, rekel, jaz sem tole zavrtel, še komu priporočil, komu tudi svoji hčeri, recimo,
kako bi recimo želel, da je več ljudi v Sloveniji naravnanih. Pogrešaš kdaj, bom rekel, ne morda v atletiki, več družbe v tvojih koncih, ali pa celo, bom rekel, v okolju nasploh, da bi se bolj spodbujalo, bom rekel, in take inovativne ideje, pa podjetništvo, pa mogoče tudi šport in tako naprej. Ja, to je stvar interesov. Sama sem vedno bila zelo ambiciozna in težko je potem spremeniti mentaliteto ali pa da bi nekdo tako pač razmišljal. Sem pa pač vztrajno delavna in vedno poskušam najti rešitve, pa tudi se pač prilagodim potem vse te svoje nekako aktivnosti in v prvi vrsti tudi atletiki, vedno ko se dogovarjam za kakšen sestanek, prvo pogledam, kakšen trening imam, koliko časa bom jaz porabila za trening, če bila sem zdaj nazadnje, v Zadru, sem delala 10x1000 metrov, sem vedela, zato rabim vse skupaj 5 ur, da jaz pridem k sebi, pa da naredim trening in potem sem šla dejansko na sestanek, pa narediti predstavitev. Potem sem pa še večer naredila iztek, ampak sem si vse dejansko prej splanirala na podlagi dejansko treninga, kak trening si. Če imam iztek, to prilagodim, se pravi, zato vem, da ne rabim toliko časa, kot na primer za kakšne distance, ko rabim tudi kakšno učitka, da začnem pač normalno funkcionirati. Izvrstno. Kakšen trening imaš danes, Urška? Danes imam sproščeno, ker sem 2 dni nastopala, se pravi 1500 in 3000 metrov, tako da danes bom naredila kakšen iztek sproščeni, kot mi bo dejansko odgovarjalo. Jutri imamo tudi pač trening, soboto odhajamo na 5-dnevne priprave, imam pa že tudi v času priprav imam že določene aktivnosti, se pravi, ne vem, v soboto, ko pridem tja, imam že z enim kozmetičnim salonom dogovorjeno pred treningom, da grem narediti pač nego obraza. V nedeljo grem tudi, ne vem, v en kozmetični salon, prav tako narediti predstavitev med prvim pa med drugim treningom. Tako da sem si že vse to nekako organizirala, ponedeljek spet bom verjetno šla v kakšen kozmetični salon med prvim pa med drugim treningom. Tako da si vse to nekako probam urediti na podlagi treninga. Bravo. Urška, mene si navdušila, res izvrstno. Jaz ti želim izjemno veliko atletskih, pa tudi poslovnih uspehov. Mislim, ne dvomim, da bomo o tebi še veliko slišali in brali. Čast, veselje mi je bilo te gostiti, hvala ti za urico pa pol zabavnega pogovora, pa uspešno danes na treningu. Hvala lepa, tudi meni je bilo veselje in čas pa hitro je minilo, saj nisem pogledala na uro, da je že 1 ura in pol takega lepega pogovora. Super je bilo, hvala še enkrat, Urška, za tele kozmetične pripravke, ki jih imam zdaj doma. Bova v kratkem navezi, še kaj te bom vprašal. Drugač pa, ja, naj se sezona izteče v planih pa 34 čim prej. Udar dol. Hvala lepa. Lepo se me, Urška, hvala ti. Hvala lepa, adijo.